Dober večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste prišli. Sama pa moram reči, da sem pričakovala, da vas bo toliko, ker če vas je knjiga nagovorila, vsaj tako kot mene, moram reči, da seveda si niste mogli dovoliti, da ne bi danes prišli pozdraviti Eriko Johnson Debeljak. Pozdravljena, Erika, v Mariboru. Hvala. Erika Johnson Debeljak je sicer na slovenski literarni sceni že kar precej let. Srečali smo jo najprej s tisto zanimivo Tujko v hiši domačinov, kjer nam je malo pokazalo ogledalo in smo se smejali svojim hecnim navadam, copatam in takim rečem. Potem nam je izdala knjigo, ki nas je presenetila, Pesnik in jaz. Tujka pa je napisala knjigo o Srečku Kosovelu. In takrat sva se midve prvič srečali in se pogovarjali o njenem videnju tega misterioznega in genialnega pesnika. Potem so sledile še knjige kratkih zgodb, Tako si moj, pa knjiga memoarov Prepovedan kruh, pa dva romana, Tovarna koles in Antifacona. In kot smo slišali, potem pa po nesreči, ki je spremenila življenje, izide knjiga. Rekla je Nataša, dvomljiv ali nenavaden naslov, ali ki... Kaj pomeni dvomljiv v tem kontekstu nenavaden, to se tudi sama... Jaz bi razumeli doubtful, pa ni to. Ni doubtful, ampak je to... Najbrž naslov, ki koga spravi v zadrego. Beseda prasica je nekaterim težko, še zmeraj jo je težko sprejemati, ampak zdaj vidimo, ko imamo tudi film s tem naslovom, slabšalno ime za žensko. Oh, embarrassing, well... Maybe. Or provocative is... Provokativ. Najbolj bomo rekli provokativ naslov. Torej, Devica, kraljica, vdova, prasica. V angleščini si sicer našla takšen z aliteracijo vse na V, je virgin. Wife, widow, whore. No, in to besedo whore je bilo malo težje prevesti, ostalo se je dalo. Pa ni šlo, ni zvenil dobro. Tu se pa zadeve tudi rimajo. Torej, knjiga je res ne samo, da podira neke tabuje, rahlja vozle. Knjiga je napisana tako silovito, to je tako fascinantna knjiga, da te kakorkoli zadene, tudi prav fizično včasih udari, ali kot je zapisala zadaj Vesna Goldsworthy, pisanje je tako močno, da mi je večkrat izsesalo zrak iz prsi, in mislim, da je to doživljal marsikdo, ki jo je bral. Knjiga je, kot smo slišali, dobila tudi naziv, nagrado za naj knjigo, in ravno zaradi tega so morali spreminjati pravila, ker Erika piše svoje knjige v angleščini. In kako je bilo zdaj s tem, so se morali pogovarjati, kako zdaj, ali dati nagrado ali ne, knjigi, ki ni napisana prvotno v slovenščini? Pravzaprav ne vem, kaj so govorili. Najprej knjiga mora biti zbrana iz komisije, ki je bil strokovna komisija, in je bil dva strokovnjaki za slovenščini na komisiji in so rekla, ne bo. In potem pa so kar sprejeli. Argumenti so bili to, da knjiga je prvič išla v slovenščini, ne v angleščini. Tudi Jak me je sprejel kot... Itak sem bila, mislim, da 2006 so bili tuji pisoči pisatelji, člani Društva pisateljev, ampak to pravzaprav, jaz sem zdaj rekla, da mi smo taka majhna manjšina, da je kot vihar v, kako se... Kozarcu vode. Ja, v kozarcu vode, ni tako pomembno, ampak takrat je že sprožil polemika, pa in vse, naprimer Večernica, ki je knjige so bili za kandidirane knjige, so bili od pisatelji, ki so člani Društva pisatelji, in so takoj spremenili pravilo, da mora biti pisano v slovenščini. In jaz sem nekako, čeprav nisem bila zadovoljna, ker jaz sebe počutim kot slovenska pisateljica, ker tukaj je moja tekiva, pa nisem... Nekako brez veze rečem, da sem ameriška pisateljica, ampak sem sprejela, tako pa bo.
In nisem verjela. In ko so rekli, da dajo, vsakič dajo knjigo za nagrade in nikoli niti med kandidati zaradi tiste čudne položaja. In sem bila tako vesela, moram reči. Sem bila presenečena pa vesela in še bolj, ko sem zmagala. In res, mislim, da to je velika sprememba. Pravzaprav ni sprožilo zdaj polemiko, kolikor jaz sem brala, ki je zanimivo. In mislim, da v glavnem tudi dosti zmagovalke literarne nagrade lani so bili ženske. Pa je bil slab let sicer, ampak je bil dober let za nagrade. Za nagrade. In nagrada je verjetno pa tudi ta, da ogromno ljudi to knjigo bere. Zdaj je namreč že 4. ponatis te knjige in še zmeraj se kupujejo, še zmeraj se berejo in svetujejo. In prepričana sem, da če je še niste prebrali, da jo po današnjem večeru pa boste. Največje presenečenje namreč to, da si pisateljica, je to, s čimer tudi uvedeš to knjigo. Na prvi strani napišeš posvetilo za Aleša, ki mi je podaril dar pisanja. S tem darom sem se sama toliko ukvarjala, torej ne samo ta tvoja pot, dobro, študirala si francistiko, nato si naredila magisterij iz ekonomije in si službovala v banki, v tuji, se pravi francoski banki. In nekako najbrž niti o sebi nisi nikoli razmišljala kot o pisateljici. Res pa je, praviš, da v tistem obdobju, ko si spoznala Aleša, si nekako čutila, da ne spadaš v sredino, v kakršni si. To sem že vedela in sem bila v procesu. Sem hotela spremeniti pot, ampak nisem znala, ker enkrat, ko hodiš na ta bolj konvencionalni pot, imaš plačila in sem gledala okrog, če bom odpovedala, bom vsaj polovico manj in kako bom živela v New Yorku in tako dalje. Ampak nekako, če gledaš življenje kot usoda, če bi bila uspešna v svojem poklicu v Ameriki, recimo kot zdravnica ali pa kot akademik ali pa karkoli, bi bilo težje priti sem. In mene je bilo možno, da pridem sem, ker nisem bila zadovoljna. In sem delala, v New Yorku sem živela in tako sem pravzaprav srečala Aleša, da sem živela, sem šla v ta moj banko vsak dan, ampak zvečer sem šla na kulturni prireditve in sem ga srečala na Irvin, je imel tam razstava. In tako sem nekako padla v tisti slovenski družbi in sem srečala Aleša. Ampak jaz, ko gledam nazaj, kulturni svet je tako drugačno v Ameriki, da jaz vedno hecam, ampak je resnica, da če sem šla v restauracijo v New Yorku, vse natakarji, pa natakarice so bili igralke ali pa pisatelji ali pa tako. In jaz sem rekla, ne bom tega. In neki, ker to gledam moja taka nova knjiga kot feministična knjiga in par ženske so rekli, a on je dal dar pisanje. Ampak jaz sem to pisala za 2 razloga. Jaz sem vedno lepo pisala v šolah, pa fakulteta, pa tako, ampak tako, da nisem sanjala, da bom pisateljica ali pa to. Ampak, ko sem prišla sem videla seveda v okolici, kulturni okolici in sem imela priložnosti, ki ne bi imela sicer. In tudi ta sprememba in mi je dala vsebino, kaj bi pisala. Tisti velik sprememba v življenju mi je dala vsebino, pa okolica mi je dala priložnost. In Aleš mi je dal podporo, tako lepo podporo. Jaz vedno rečem, če bi hotela bistra kritika, moje pisanje ne bi dala Aleša, ker je bil preveč podpirajoči. Ampak to pomaga, ne vem, če imaš koga. In sploh ni bil, ne vem, je vedno bil vesel za moj uspeh, pa tako. In prav kot tisti dosti bolj nesrečna sprememba se je zgodila v življenju in sem pisala saj grem samo mimo, ali pa ta glavni esej in potem to knjigo sem lotovala, sem preživela zaradi tega. In sem rekla, ja, Aleš mi je šel, ampak mi je dal orodje, da bom preživela. In sem videla neki, ne vem, synchronicity v tem, da sem imela
zaradi tega življenja, ki sem imela z njim, sem imela orodje, da bom preživela. To je zelo, zelo lepo. Še malo se bova pri jeziku ustavili, ker res je, pišeš torej v angleščini, tvoje knjige v glavnem prevaja Skubic, odličen sam pisatelj. Eno je tudi Maja Novak, mislim. In ta tvoj jezik je tako izjemno bogat, tako metaforičen, da zdaj, ko sem drugič knjigo brala, sem se lažje ukvarjala z njim. Določene metafore, naprimer v začetku, ko zveš za Aleševo smrt in ko moraš 3 ure zatem, ko zveš, si že na letalu in v tebi ta krik, ki pravi, krik, ki je zaprt v kletko iz tvojih reber in rožlja s kostmi in hoče ven. To so takšne fizične predstave, da je človek sam ob tem čisto vznemirjen. En izjemno takšen ekstatičen slog pisanja je, sploh ta začeten, ta divji. In potem, ko pišeš o teh gorgonah, o tem, o Hekobi, o vseh teh besnih ženskah, ki se morajo soočiti z nečim hudim, ampak tako dobro potem počasi pluješ naprej, in se soočaš s tem. Zanima me, ali lahko ti kdaj tudi Andrejev Skubičev, torej prevod, pogledaš, a lahko slediš, kako kontroliraš malo, kako zveni v slovenščini? To je mogoče, včasih smo mislili, mogoče to je resnica, da ker kontroliram in prej Aleš je pomagal pri kontroliranju, ali pa mogoče preveč, da je dobro, da pisatelj ima enotni glas v prevodih in to sem uspela, ker proces v glavnem je to, da prevajajo, tudi recimo, ko sem pisala za Večer, njihovi prevajalci so prevajali, potem dobim tekst in berem in dovolj razumem slovensko, da lahko vidim napake, če jih je, ampak ni tako važno napake, če imaš dobrega prevajalca, ampak tisti, da neki, ki zveni zabavno ali pa nežno, malo nagajam Slovenci, v direktnem prevodu lahko grdo. In to jaz, en drug pisatelj ne bi mogel to kontrolirati. In mislim, da tudi slog je pomembno, ampak to jaz v glavnem, on prevaja, jaz dobim tekst, berem slovenski tekst, pa pišem, to sem hodila reči drugače, to bi bilo, ali pa to je moj najljubši stavek, pa ni tako lepo v slovenščini, pa tako. Ampak take stvari, ampak on je zelo dober. In potem jaz, pa Nela Malečka, moja urednica, pa tudi skupaj. Se pogovarjate. On ni našel prevod naslova, je rekel, ne najdem. In potem smo celo jesen, sem razmišljala o tem in sem se zataknila, to rečeš, na beseda kurba, ki ni bila rime, ampak to, da tisti včasih, da reče 2 milijona naslov, ali pa da ena novinarka je rekla, da ne bo dala v kolumni naslov, ker je tako grdo. Ne bom povedala, kdo. Ampak jaz mislim, da to je čisto napaka, ampak karkoli sem mislila, ker je te sceni v naši uredniški sobi, we were like, kurba, vlačuga, mrha, prasica, pa tako vse 10 besed grde za ženske in jih ni za moški. In tisti, ki jih je, naprimer kurbir, je kompliment. Je kompliment celo za moški. Zato to že pove vse in mislim, da kot če furiraus, to je način, da vzameš užaljivo besedo in rečeš, to ni več vaša beseda, to je moja beseda. Jaz bom se odločila, kdaj pa kako bomo to uporabljali. Jaz mislim, da Nela je hotela liričen, je hotela najti ena fraza ali pa neki liričen. Ne. In potem ko sem en noč ob 2 zjutraj sem rekla, a pa mogoče kurba ni ta problematična beseda, ampak žena, ki tudi nima rime. In sem rekla, kaj pa če je kraljica? Ker jih je, žena itak v tisti patriarkalnem vzorcu je kraljica in jih je več kraljic v knjigi, Hekuba pa Gertruda. In enkrat, ko sem mislila kraljica, potem
sem se odločila nekako, ampak so bili proti na založbi, ampak sem morali malo. Ampak si ustrajala in mislim, da je prav in je izjemno zvočen in mogoče tudi, če koga iritira, ga pa vznemiri, tako da se loti. Mogoče se bova res ustavili zdaj še prej ob torej trenutku, pa to, da te je pripeljalo do te knjige, seveda to je Aleševa smrt. In zgodilo se mi je, da oni dan, ko sem kupovala kozmetiko, sem se spomnila nate na ta trenutek, ko si dan prej kupovala kozmetiko in naslednji dan je bil svet popolnoma drugačen. Kako neizmerno se svet spremeni, ko zgubiš nekoga in mogoče se tega premalo kdaj zavedamo. Tudi to se mi zdi ena velika vrednost te knjige, da lahko tudi mi mogoče kdaj popravimo v svojem življenju, kar si ti včasih obžalovala, čeprav sta imela veliko lepega z Alešem. Ampak vseeno, zakaj mu nisem rekla tega, zakaj nisem to, zakaj nisem ono, to zmeraj pridejo ti trenutki. Ampak zate je bilo to še prav posebej, zato ker ni bil Aleš samo tvoj ljubljeni mož in ti njegova ljubljena žena, ampak praviš, nič ni brezpogojnega, nič. Moja sreča, moja identiteta, moje življenje v tuji deželi, moje materialno blagostanje, blagostanje mojih otrok. Vse to je bilo pogojeno z obstojem tistega, ki ni preživel. Moja ljubezen, moj Aleš, ne razumem. Toliko več je bilo v tvojem življenju. Upaš si reči moja identiteta na nek način. Res, prišla si v tujo deželo in si se v njegovi družbi spoznavala ljudi, skozi njegovo delo, skozi vse to. Pa še ta skrb, s katero se od davnine ukvarjajo vdove. Kako preživeti in kako preživeti otroke. In tu se mi zdi to, da si to knjigo, svojo pripoved, prepletala s temi zgodbami vdov. To daje pa še posebno dodano vrednost, izjemno. In to, da pripelješ like iz Svetega pisma, Tamaro, Judito, da pripelješ like iz mitologije, smo že preimenovali Hekubo, potem pripelješ recimo Penelopo, znamenito vdovo, Jokasto seveda in tudi Orfeja. Pripelješ tudi neke in iz literature, seveda dve Gertrudi, in Shakespearova iz Hamleta in iz Iris Murdoch. Ampak tako spretno montiraš v svoje lastno življenje, torej prekineš odlomek nekega dogajanja, nekih tvojih spominov s to zgodbo. To je neprecenljivo in se mi zdi, da tudi slog teh biblijskih zgodb in tvoje zgodbe so nenadoma podoben slog, ko se srečuješ. Ni direktno, kako se reče, paralele. Ja. In zato je bolj zanimivo. Ta vrsta knjiga ni neznana, da osebna zgodba je neki struktura ali pa neki prineseš. Ampak jaz sem dve stvari nisem hotela pri strukturi, da je to. In vsak poglavje je malo drugačno strukturirana v tem smislu. In niso, naprimer, sem našla tiste majhne paraleli, naprimer pri Tamari, ona je se delala, ne vem, kot prostitutka na stran cesti, ker bi morala preživeti. Je morala preživeti in Aleš je umrl na stran cesti. In to sem našla tisti majhne, ne vem, tistim detajlom. Ali pa da Tamara je imela dvojčka, sina, pa in moje dva sinova sta bila skoraj kot dvojčka. Take stvari. In ja, ampak tisti, kaj si rekla prej, tisti moja identiteta in vse to, jaz mislim, da kar pišem za Slovenijo, je zanimivo. Da kar pišem, recimo, ko sem bila tujka ali pa sem se počutila svoje tujstvo v Sloveniji, to so tisti odtujenost, vsak človek čuti. In tudi pri rojevanju otroka, pa pri smrt mame ali pa pri uno, vsak človek ima to, ampak to je bolj izrazito, če si tujka. Ampak to so vse človeški, vsi imamo to. Jaz se vedno spomnim, moj brat je živel v Nemčiji 20 let
in njegova dva hčerka sta bila najstnika in on je rekel moji mami, ker ona dve sta govorila nemško med sabo, on je rekel, včasih jih ne razumem. In on je rekla, noben ne razume svoje najstniške otroke. Zato to pokaže, oni jih razumejo, ker so govorili nemško, ampak da to vse tisti, kar si te brala, o tisti udovstva, to je univerzalno. Jaz sem to, zame je bilo bolj, ne vem, izrazito, ker sem bila v kao tuj. Jaz sebe gledam kot Slovenka, pa nikoli nisem čisto 100% Slovenka, pa nisem več 100% Amerikanka, tako pač. Tako to je, kadar se preselijo. Ko si govorila o teh detajlih, ki si jih iskala, mogoče je od vseh presunljivih zgodb najbolj presunljiva zgodba Rup Kanvar. Celo resnična zgodba. To si našla v časopisu? Ali? Ne, jaz sem na začetku tisti raziskovanje. Bom rekla, na začetku, ko sem bila čisto zgubljena, sem brala. In najprej sem brala o žalovanju, sem brala klasične knjige o žalovanju. Pa tudi sem imela terapeutko za žalovanje, pa mi je dala knjigo o kako se reče, sudden death. Kako je ta beseda? Death, ki je sungovit, ki ni pričakovan, ni po dolgem bolezni. Nenadna smrt. Nenadna smrt. Mi je dala knjigo o tem, ki je bilo pomembno zame. In potem sem začela brati tudi, ne vem, ker smrt je tako skrita v naši družbi in tako tudi zase tabu, sem začela tudi brati veliko o smrt v zahodni družbi pa tako. In potem sem dosti povedala o tem, sem v prvem intervjuju v Delu. Nenadoma in ni razloga za to, ampak je bil to tako v telesu, da enkrat sem bila na sprehod in sem ugotovila, sem manj v družbi kot vdova, kot sem bila kot žena. In je bil tako čist vsaka celica. In ne vem, zakaj sem tako nenadoma to čutila. In potem nenadoma me je zanimala odlik vdove, ker ne razmišljamo veliko o njej. In nekdo mi je dal knjigo, akademiška knjiga o vdovi v zahodnem svetu, o zgodnji bibliški časi. Sta bila dva poglavja o vdove, ene iz Indije, ene iz islamske vdove. In to sem brala in je bilo malo suhoparno, pa sem brala, ampak in potem sem dala stran, pa sem brala druge stvari. Ampak sem šla nazaj v knjige. In pravzaprav skoraj vsak lik je v tej knjigi vsaj pride. In Rup Kanvar je bil tam, ta Indika. In ona je edina moderna, ona je umrla na Grmadi, moževi Grmadi v 87 prejšnjega stoletja. In sem mislila, ker vse drugi liki, razen ta fiktivna lika Gertruda, so nekako tisti velikanske, stare In jaz sem mislila, da bom isto našla za Sati vdova. To so tisti indijske vdove, ki umirajo na Grmadi možje. In sem šla nazaj v tisti stare religiozni teksti, ampak nisem našla, nobeden mi je govorila. In potem ta Rup Kanvar, kar bereš o Sati, ona je tam, je bil tak velik. In to je bil velik škandal v Indiji in kar je bila najbolj presenečena, sto ona umre, potem čez 3 tedne imajo neki posebno dogodek, sejem, lahko rečem skoraj, in milijoni so prišli. Ni samo, je tak masivna, pa je denarno, ter kupujejo slike, hrano, to, uno. In ne vem, ta podoba, ta tak masivna stvar, zaradi nje ni več. Ta zgodba Rup Kanvar namreč govori o mladi 20-letni vdovi, ki izjemno hitro, 6 mesecev po poroki ali nekaj takega umre mož. In kako je prišlo do tega, ostaja skrivnost, verjetno po prepričevanju ali celo prisili ali celo po omamljenju. Ženska konča na Grmadi in v tistem trenutku, ko se še v našem času, se pravi, odloči za takšno žrtev, postane svetnica. Ampak želeli so si to svetnico, naredili so to svetnico. In kar, ko si prej omenjala podobnosti z Aleševo smrtjo, je mene že takoj, ko sem prebrala, da v trenutku, ko so Rup zajeli plameni, je dvignila roke in sem se spomnila, o tem smo brali. Ne vem, kje. Da je dvignil roke in potem omenjaš, ne? In potem ravno skozi Rut, z njeno zgodbo, kako ljudje lahko vidimo drugače.
Eni so opisovali, da ko je Rup dvignila, torej tisti stvarni, realisti so videli, da je dvignila roke od strahotnih bolečin, ko jo je zajel plamen, drugi pa, da jih je blagoslavljala, in so vzeli to kot blagoslov. In zdaj seveda pri tej nesreči je bilo veliko nejasnosti, in vemo, da je poleg tega, da si se morala ukvarjati s tem, da si ovdovela, da si izgubila najljubšega človeka, veliko skrbi, veliko dela je nenadoma tudi te strahotne govorice, da bi naj Aleš naredil samomor. Tudi temu se ne izogibaš. Popolnoma iskreno govoriš, na enem mestu rečeš, da si svojim otrokom dolžna govoriti popolnoma iskreno in resnično in da si zato tudi začela to zgodbo pisati. In sama si razmišljala o tem, kako ljudje lahko različno vidimo. Našla si seveda ogromno argumentov, da temu ni bilo tako, od tega, da ste bili po svetu razpršeni, da je bil doma samo Lukas najmlajši, da je še tisti dan naročil kosilo, ki je toplo čakalo na mizi, do vsega tega. No, in spomnim se sama te govoric in potem članka, ki je bil objavljen v sobotni prilogi Dela, in takrat sem podobno kot nekateri tvoji prijatelji sama čutila, verjela bom to, kar reče Erika. Ona najboljše ve. Gotovo, najboljše veš in ti si ga najboljše poznala in ti najbolje veš. Ampak očitno je, tako kot je ta zgodba pri Rupkan-Var, ta želja, da bi jo, kaj pa vem, poveličali. Tudi tu malo tega, ta mit samomorilnosti pri slovenskih pesnikih kar deluje. Pa tudi, da najbolj človeški način, če lahko človek umre brez razloga, kar tako, pa čist uničiti življenje svoje, ne vem, uničiti, nočem reči to, pa življenje je uničeno. Ljudi nočejo misliti, da to lahko kar random. Hočejo misliti, in če Aleš je naredil samomor, potem ni random. On je agent, on je to naredil in to ne bo zgodilo meni, ker moj mož tega ne bo naredil. Tako. In to je malo to lažajoči, da ni brez agencija, pa ni brez razloga. Jaz mislim, da pravzaprav, jaz sem bila, se spomnim, da ko sem bila na en pogovor v Domžalah, je brala tisti del o mrhovinarji in je zelo močno. In jaz imam feeling zdaj, kdo je to pisal? Ker sem bila tako jezna, pa tako, ne vem, sem bila tako, ne morem, je težko, sem opisovala svoje emocije v knjigi, ampak zdaj ne bi mogla pisati isto knjigo. Sem hotela pisati o tisti močne emocije, ampak zdaj nisem, mislim, Dejan je rekel, Pušanjak je rekel, ampak Erika, ga ni, to je edina stvar, ki je pomembno. Ampak takrat mene, jaz sem bila užaljena, in sem prav mislila, da to, če bi to naredil, bi cela moja zgodovina bi bila drugače. To bi pomenilo, da me ni imel rad, da bi vse to. In zdaj pa sem bolj mirna, sem manj jezna, sem manj divja nasploh. Ampak in zdaj v knjigi nekako sprejemam, da je skrivnost. Čeprav najbrž globoko v srce verjamem, da kar verjamem. Ampak karkoli je, ta prvi let je bil, te emocije so bili taka divja, močna bolečina, in mislim, da v glavnem ne najdeš to pogosto v knjige, ker je mal zlikan, ko pišeš, zlikaš stvari, pa tako. In jaz sem prav hotela pokazati tisti blaznost tega obdobja. In jaz ne rečem, da vsak doživlja žalovanje v istem načinu, mogoče neki ljudi neče ali pa ne morejo govoriti o tej stvari tako odprto, ali pa ne jokajo, ne vem. Ampak jaz tudi mislim, da je dosti ljudi, ki imajo tisti blaznost in ne govorimo o tem, ker je preveč strašljivo. Pa bojimo se tudi, da bi nas potegnilo. Včasih sem razmišljala, mogoče vidva sta veliko govorila o tej svoji ljubezni, veliko tudi si pisala o njej, pripovedovala, celo na nekem plakatu ste bili srečna družina ali kaj, kot da je včasih,
potem pa mogoče niso bili tako zelo srečni, kot da je tudi nek ta Pa trenutek. seveda nismo Tudi bili ta kot trenutek oni. so tudi oni, kot smo mi, navadni smrtniki, Ja. a veš, Bog si ga vidi, kakšne potrebe vse to obstaja. Ampak zanima me, kako ste danes, torej otroci vemo, da je najmlajši Lukas pesnik, tudi sam, da že... Njegova knjiga, upam, če bo jak sploh funkcionira, bo šla letos. Ja, smo v redu, bom rekla. Ampak Lukas je zanimivo, vsak človek ima druga reakcija. Lukas mene je sprožil v žalost, ker je rekel, jaz bi hotel govoriti z Alešem ali pa z očem, ker on bere zelo podobno, on študira filozofijo, pa bere zelo podobne stvari. In on zelo bi hotel, da bi govoril z Alešem, da Aleš bi ga videl, ko je danes, 6 let kasneje. Pa tako. In to mi je prav sprožil v žalost, ker jaz sem imela polno življenje z Alešem, kot, ne vem, 25 let skupaj. Oni so imeli otroštvo z Alešem, ampak niso imeli tisti odrasli odnos z Alešem. Jaz se spomnim, ko Aleševi starši pa sestre so govorili o Alešu, sem rekla, tega obdobja jaz nisem imela. In seveda tako je, ampak potem sem to povedala Klari in je rekla, kako sem bila žalostna, kaj Lukas je to rekel. On je rekla, to mene ne moti, ker vem, da ve. In tako vsak ima svoje, ne vem, razmišljanje o... In kje sta Klara in Simon? Klara je v Amsterdamu, ona študira umetnost, Lukas je v Berlinu, študira filozofijo, Simon je tukaj, pa je diplomiral in zdaj pauzira. Pravilno. Ali pa samo živi. Imate kakšno še vseeno, kakšno obredno, imate praznike, kaj se vem, so dnevi, dan, kaj se vem, mrtvih ali dan, ali še ve smrti, ali kaj? Zame je bila najtežji čas seveda zima, ker Aleš je bil rojen na Božiču in jaz sem bila taka razvajena Američanka in smo imeli tisti ameriški Božiči, pa nikoli več. In potem silvestrovanje je nekako za pari, ljubimci, ki poljubljajo, ko je po noči. In potem Aleš je umrl na 8. Jaz sem rekla, to je moj trifekta, da to je bil najtežji par mesec. In imamo očino, kako se počutimo. Prvi par Božiča sem samo jokala. Zdaj, letos smo imeli tak krasen žur in jaz sem rekla letos, zdaj pa bomo praznovali. Prvič sem okrasila hišo, spet ne kot prej, ne kot tisti razvajena Američanka, ampak vsaj malo. Pa sem kupila darile, pa smo načrtovali tisti obrok in sem mislila, da nima nobene veze za Aleševi rojstni dan. Ampak potem, to je bilo tako lepo. Potem sem šla na grob in sem jokala, pa sem se upričevala, da spet praznujemo nekako. In sem razmišljala o najnem skupnem prijatelju, ki ni bil cepljen in ki je bil dober prijatelj. In malo sva bila skregana zaradi tiste cepljenosti, in sem ga klicala in je rekel, tudi jaz razmišljam lik zdaj, ker jaz sem bila v joku in sem rekla, te pridi, če je bil en človek, ki mogoče bi bil mal zaradi tiste cepljenosti, nesepljenosti. In sem vprašala tega človeka, če lahko te Aleševi prijatelji, najini prijatelji pridejo. In je rekel, ne diskriminiramo. In smo imeli tak lep žur in je bil zares, Aleš je bil prisoten v nek način in to je bil nepričakovano. Zato vsak let je drugačen. Manj bi rekla, da seveda vemo, da to je ta dan 28. Ampak zdaj pa jaz probam biti bolj... Gledam bolj tisti radost ali pa ljubezen, ki smo imeli v življenju in manj tisti tragedija, pa ta dan, pa tako. Zato imamo. In pa seveda, in sem rekla, dosti ljudi pravi, da sem rekla, moje Aleševi mami, sem rekla, ne bom tipična slovenska vdova. Moja soseda, ko je izgubila moža, je hodila mi smo blizu Žale, in vsak dan sem jo videla. Pa te ženske, ki pospravljajo, pa tako. Ampak potem sem našla kar veliko, meni všeč Alešev grob in jaz ga počutim tam in peljem psa, ki ne bi smela, ampak. Ker smo blizu in to je na sprehod, pa tako. Zato sem imela odnos do take reči, ki nisem pričakovala.
Včasih je res, če imaš tako lep odnos, kot sta ga imela vidva, je težje nekoga zgubiti, ampak potem si spet rečeš, vse stane v življenju, ne? Kaj naj si izbereš, da ne bi imela takega odnosa, pa ne bi tako trpela, ali potem pač plačaš to s tem, da trpiš. Zanimivo je neke tvoje sanje, ko si ga sanjala, dolgo si čakala, da si sanjala, tretjič, ko se ti je sanjala o njem, si sanjala, da te je zapustil zaradi mlajše ženske in si strašno jokala, trpela. In sem se spomnila, da sem nekajkrat že slišala ženske, ki jih je mož zapustil zaradi mlajše, da bi bilo boljše, da bi umrl. Mislim, ne bom rekla, da je laž. Ja, tako je. Če človek umre za vse, ne samo za ženo. To absolutno za otroke, pa vse, pa za celo Slovenijo. Ampak, na primer, jaz razmislim, pa ne bi smela o znani tuji igralki, bom samo rekla, ki mož jo je pustil, in ona je šla domov. In jaz moram reči, če je Aleš me je pustil, potem bi bilo težje ostati. Res je, ker to bi bila neki, itak jaz sem posvojena Slovenka, nisem ta prava, jaz bi morala ga gledati, pa bi morala ga gledati ta mlajša, pa jo gledati, pa tako. To je težje in jaz razumem, zakaj ona je šla. In zato mislim, da vse te stvari za ločenke, če je boleči, tale najhujši ločitve, da to je lahko tudi na en način težje. Drugačno težje, smrt ima svoj težo, ta končnost in tako, ampak ja, na začetku sem mislila, ločitve to mači kaša. Ampak potem sem videla, sem sprejela, da pravzaprav in tisti, kar me samske ženske, bom rekla tudi starejše samske ženske, kar mi doživljamo v družbi je zelo podobne. Kaj ločenke, ženske, ki so vedno samske, pa vdove, so zelo podobne in to je cela struktura, to ni sama. Ravno se misli reči, da to podobno zgubljaš neke prijatelje, neke nove pridobiš, eni se omaknejo od tebe, eni sploh ne pozdravijo, sama imam to izkušnjo. Ljudje, ki so hodili na večerjo normalno, ampak ne pozdravijo več. In tudi tebi se je to zgodilo, ne? Mislim, da mogoče je najbolj presenetljivo v knjigi ravno izguba prijateljic. To je, čeprav, to je bilo zelo boleče, ampak ni najbolj. To je zanimivo, ker če bereš knjigo o žalovanju, ali pa rečejo, da vedno smrt spremeni celo konstelacijo odnosov. In tisti ljudje, ki delajo za hospice, pravijo, mi imamo več opravke z živimi kot tisti, ki umira, ker je tak tisti. Zato mislim, da ni, da pravzaprav to je tipično na en način, ni treba točno ista zgodba, ampak sem slišala podobne stvari. In zato je ta knjiga tako zame lepo. Jaz dobim take odzive. Sem dobila odziva one ženske, ki je izgubila očja v podobni nesreči. Mama je ni imela več najboljše prijateljice. Mama je bila v avtu z njim. In ta najboljša prijateljica bi morala prinesti neki večerjo na bolnici, ker je ta mamica ležala 1 leto, pa ni prišla in nikoli več ni komunicirala z njo. Najboljša prijateljica. In to je skoraj, je težko razložiti, če to je tisti strah pred smrtjo, da ne morem biti s tabo, ker si ne morem te gledati, ne vem. Pri vsaki zgodbi je drugačno, ampak tudi je res, da človek se spremeni. In to jaz sem zelo spremenila. In potem odnosi so drugačni in upate, da gre skozi. Zato mislim, da ni tako. Mene je presenetilo. Jaz sem rekla, da to je, ne bom rekla bolj boleče, ampak oni so me pustili prostovoljno, kao da so imeli izbira, pa so nekaj, in me je skoraj več bolelo v neki osebnem načinu, kot da Aleš je šel. Zelo, zelo težko je bilo, zelo. In presenetljivo zame, jaz sem bila šokirana. Jaz sem se spomnila, da sem rekla Klari, niti ena stvar, nič ne povzroči težave, problemi, žalost.
zdaj pa to je, ne bom mogla preživeti še kaj. In seveda ne moreš povedati otrokom, da ne bo nikoli več povzročil kakšne težave. Ampak tako sem se počula, niti še ena stvar, ne bom preživela. Ampak tako seveda vidiš, da preživiš. Ja, in v tej tvoji, da preživiš, odločitvi za življenje, ta lep stavek je, ne morem, da ne bi živela, spominja na tistega, kot ti je Aleš prvo sporočilo napisal in ti ga dal, ne morem, da te ne ljubim, dvakrat zanikan stavek. In seveda spada tu tudi to, kar je mogoče za koga pa še bolj presenetljivo, torej tvoje razmerje, tvoj ljubimec. Jaz mislim, da je ljudem bolj presenetljivo ne to, da si ga imela, ga imaš, ampak da si o tem pisala. Da si ga imela. Ampak da si upala o tem pisati. Da si upala o tem pisati, to je, in rečejo, ja, Američani so bolj odkriti, mi si to ne upamo, mi si ne bi upali. Ampak si sama rekla, vem v enem intervjuju, ki se ga imela, da si edino mislila na tašču, kako se bo tašča s tem soočila. Ampak mislim, da ko je odločitev, da napišeš takšno knjigo, da greš iskreno v vse, tudi to. Ampak kot si rekla, odločila si se za življenje in vedno je ta tanka povezava, ta eros thanatos. Ta povezava. To zelo zanikamo, nikoli ne. Enkrat, če sem govorila o tisto zgodbo z nekom, bi imel spomin, pa tako. Ampak ljudi ne govorijo po sebi, ženske, tisti lik čistota, nuna, vdova kot nuna, je še vedno deluje. In tudi jaz sem bila, ker to je tak šok, ker jaz sem bila samska ženska, ko sem bila do 30 let stara. In to je čist druga zgodba, kot si nenadoma samska, ko si čez 50. In nekako sem bila vržena nazaj na en način, ampak je bila čist drugačno. In je bilo prav pričakovano, da to je to. Ti si vdova, ti si mati, to je to. Ne, da sem imela ta feeling. In kot ženska sem se borila proti temu. Sem rekla, a to je to, to je konč življenja kot vitalna ženska. In tudi mislim, da če govorimo o tabu, je tabu smrt, pa tudi tabu o seksualnost, pa tudi tabu o starejše ženske, pa sploh in spolnost, potem starejše ženske in mlajši moški, ki nasprotno sploh ni tabu, to je vsak dan, je to bi bilo čist. Jaz sem mislila, če bi Aleš bi umrl in bi če jaz bi umrla, in Aleš bi padel v naročje študentke, bi rekla, o bogi, tako trpi, pa tako, res. To je čisto samoumevno v naši družbi. In še vedno je tako. Medtem ko žensko, ki si jo misli mlajšega ljubimca, v takšnem primeru se mi zdi, ne, ampak ni miselnosti, ker tako kot se zgražamo, to, kar so naredili Rupi Kanvar, po svoje to, da hočemo, da ženska, ko ovdovi, umre za nek nivo življenja, je to zelo podobno. Ja, Rukanvar je najbolj ekstremni lik. Ampak to je zelo podobno, pravzaprav, da jo damo na grmado, skupaj z njim, zate ni več življenja, vsaj v simboličnem smislu. In sama se spomnim, kaj jaz vem, ljudi, ki so recimo znanka govorila, moja mama je ovdovela pri 42 in nikoli več ni imela drugega moškega. In se s tem hvalijo. Torej, to je neka želja, verjetno res težko staršem, učiteljem in tem sploh dopuščamo, da so spolna bitja. To najbrž že od tega, pa tudi drugače. Torej, mislim, da je to ena izjemno tudi posebnost in na tak lep način napisano. Nikjer... To je bil pravzaprav lepo prijateljstvo. Prijateljstvo je bil bolj pomembno. Ampak, kaj sem hotela reči? Sem brala en zelo dobro članek o žalovanju, ki je bil malo drugač. Je pisalo, da žalovanje je samo tisti, tako močno, je samo druga plat ljubezen, konca. In tudi, da tisti, oni je bili neuropsihiatri, ampak neki v neurologiji, in je rekla, da tisti, skoraj nadrealistična situacija je to, da
življenje pa svet, ki pričakuješ, ki si pričakoval, ni več in je čist nepričakovan. In tako, naprimer, mi imamo isti stvari, naprimer na začetku COVID-a. Ne en dan svet, ki pričakuješ, ga ni. In to je čisto, to je zelo, in da to malo razširi pojem žalovanje. Mislim, da je res, ker sem govorila Tatjana Pirc na 202, je vprašala, zakaj niso govorili veliko o smrti Jugoslavije, takrat, ko si prišla. In prvič sem mislila, mogoče to je bil ena vrsta žalovanje, pa tudi zanikanje, tisti zgubljenega preteklost, otroštva, pa tako. Zato mislim, da če bi sprejeli tisti, da ne samo, da moramo biti samo uspešni, samo veseli, bla, 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 da bi to sprejeli, to ni samo za smrt ljubljenega, je to, dosti krat živimo v svet, ki ne pričakujemo. Oblikih, ki jih imaš v tej knjigi, sem pomislila, zdaj šele ob drugem branju, prvič, da je mogoče en zanimiv lik v našem zahodnem svetu, tudi iz Svetega pisma, ki niti tega ne dopuščamo, da bi bila vdova, to je Marija Magdalena. Ja. Niti tega ne, čeprav po drugi strani je ona edino doživela to, kar Orfej pravzaprav. Orfej iz sence dobi in njej se prvi pokaže Jezus. Nisem mislila. Njej pride iz podzemlja, ona ga vidi, kar je največje, ne pravijo, da če bi si to zgodbo izmislili, sigurno ne bi bila ona prva, tam bi bil moški nek, ampak je bila ona. Ampak so naložili v teh stoletjih na njo toliko slojev, ravno te prostitutka, vse grde sloje, da je ne moremo videti skozi to, kar je bila dobra prijateljica ali kaj več, ali mogoče je bila žena. Ampak ni dovoljeno biti niti jaz sem malo skregala na dan žena, ali pa potem s sinom, ker sem govorila, sem upravila ta beseda spet patriarkat. Jaz sem rekla, lej, kaj te stari moški nam naredijo, spet so nas in on je rekel, da vojna je moška stvar. In on je rekel, lej, so ženski, ki tudi so vojakinje. In sem rekla, ampak to ni važno. Struktura je moški. Pa jaz ne verjamem, če bi struktura ženskova, te bi bila vojna v istem načinu. In on je rekel, ampak svet je bil vedno tak. In sem rekla, ne, ker res krščanstvo je to, da ženske so bili ali čista devica kot Marija, ali pa prostitutka kot Magdalenka, pa tako. In to imamo te liki še vedno obstajajo. Ne vem, je zelo zanimivo, ker smo svobodne v nekem načinu, saj tukaj. In jaz sem rekla, tudi sem pričaževala, pa nisem zares pričaževala, da recimo, da ker ni obredi za smrt, jaz sem bila skupljena, kao pa nevidna. Jaz nisem nosila črno, pa da bi ljudi vedeli. Jaz, da žalujem še vedno, niso bili pravilo. In to naredi mogoče še težji, da nimaš tisti okvir. Na drugi strani ta okvir nam Evrope od svobode. Ampak mislim, da kako funkcioniramo v dandančnem svetu kot ženske in v drugi, da rečejo, aha, smo enaki, vsi smo enaki. In zato imajo, naprimer, odpravnina, kot je. Čeprav nismo enaki, v glavnem, moški imajo več plačila, moški imajo več dobrote, pa tako, zato nismo enaki. In to je ta finta, neoliberalistični svet, da pravijo, smo enaki, da Amerika gre v Kongo, pa pravi, mi bomo tudi vaše zlata, vaše to, ampak lahko tekmujete, smo enaki konc konca. Ampak niste. In zato to je kako svet operira zdaj, da nismo zares enaki, ampak baje imamo enake priložnosti ali pa tako. Zato to je, ampak v glavnem, če jaz bi morala izbrati tisto svobodo, ki sem imela, pa še vedno imam, ali da bi morala nositi črno do konca življenja, bi izbrala ta svoboda. Svoboda, seveda. Ja. Zdaj se ukvarjaš, vemo torej, da si publicistka, pišeš, delaš tudi, smo slišali, dizertacijo. Sama sem mislila, da na to temo vdov, ampak si rekla, da ne. To bo na literarna tema. Mene zanima tisti vrste pisanje autobiografsko ali pa memoristično. Zdaj pa ima vse razne imena za to. In kaj to pomeni za širši svet? Dosti ljudi so rekli,
sigurno to je bil terapevtski zate. In sem rekla, ja, seveda je bilo potrebno, ampak zame je zelo pomembno, da to ni samo terapija na kavč sama v sobi, da to tudi del terapije, ne samo zame, ampak da je v družbi, da to je. In sem najprej to gledala kot prav knjige, ker sem potovala skozi knjigo, pa tudi kot vloga udove, pa tako sem se poglabljala, potem mal ven, ko sem dala na svet. In me je zanimalo, to sem gledala kot obred prehoda. Ja. Ampak seveda, to v stari časi, človek je šla iz en statične situacije, potem v liminalne faze, ko si čist nora, pa ni povezana niti na en svet, niti na drugem. In potem greš nazaj na stabilni fazi. In zdaj pa mislim, jaz ne bi hotela, jaz sem se počutila sama v tistem procesu, da nisem imela, sem imela podporo prijatelji, ampak nisem imela podporo družbe, ki obračajo stran od smrti, pa tudi. Ampak ne bi hotela, da bi rekla, zdaj ste velika vdova, velikega moža. In potem bi bila kot srpske, recimo, vojske vdove, ki so morala biti predstavnika srpska vojska, karkoli. Tudi tega ne bi hotela, zato je zanimivo. Tisti vrste pisanje kot obred prehoda, ampak ena druga vrsta, da lahko postanemo neki drugega, neki bolj, ne bom rekla fluidna, ampak zdaj, ko Aleševa v Mladinski knjigi so izdali prvi 3 kolekcije Aleševa poezije zadnji mesec in imam te 3 knjige moja, pa saj grem samo mimo, imam za prodat. Ampak oni so pisali na vabilo, urednica Nela Malečka, in potem je rekla Erika Johnson, Debeljak, vdova Aleša Debeljaka, in so mi dali to za brat, in bi kaj spremenila, sem rekla, dajmo ta vdova lahko vržemo ven, lahko rečem, da sem pisateljica, ljudi vejo, kdo sem jaz. In res mislim, da je možno potovati skozi tisti družbeni liki, pa priti ven na drugi stran. Seveda s tem doživljanjem, ampak ni treba biti skozi v tistem. V tisti senci. Ravno o tej knjigi, saj grem samo mimo, to je tudi eno delo, ki si ga, to je bila ena Aleševa obsesija, pravzaprav pisanje teh in je po svoje tudi strašno zanimiv dokument nekega časa, nekega človeka, nekih krajev. Ravno zato dragocen, ker danes je skoraj izumrl. Žal izumrl. In napisala si sijajen esej v začetku o tej njegovi navadi, in potem tudi so povabljeni njegovi prijatelji, znanci, starši, ki jim je pisal. Izjemno lepa in bogata knjiga. Kako ti je bilo, pa ko si se s tem ukvarjala? To je tudi kar bilo zahtevno delo, pravzaprav vse to najti. To je bil tak lep projekt. To je bil moj prvi projekt, velik po Aleševi smrt. In Matjaž Pikalo je prišel na obisk in je prinesel svoj 3 albumi razglednice Aleševa v časovni red. In nekdo je rekel, to je knjiga. In potem smo se, to je knjiga. In potem smo začeli to lotevati. In to je bil tak lep, ker jaz kot tujka, mogoče tudi kot pisateljica, karkoli, nimam dovolj skupinski delo. In to sem bila jaz, pa Nela Malečkar, pa Tanja Radeš, ki je oblikovalka. In to je bil tak lep leto. In jaz sem morala seveda, ker je malo konfuzno, mi smo imeli v arhivi, Aleševa arhivi, smo imeli vse razglednice, ki drugi so pisali njemu, ampak mi smo hoteli narediti knjigo razglednice, ki on je pisal drugim. In so že morali iti v svet, pa vprašali ljudi, Aleš, včasih sem vedela, seveda, Aleš te je pisal, lahko mi je bil cela, in sem morali iti, to je bil zelo emocionalno potovanje, pa tako, in da knjiga je tako lepa. Res je lepa. In potem smo imeli razstavo, ki zdaj je še zaprla 13. februarja. Je bila razstava tudi v Cankarjevem domu. Ki je tudi prav lepo, pa čist druga izkušenj, ker mi smo bili tako žalostni, ker Nela Malečkar vedno mi pravi, ampak knjiga obstaja. In je res, ampak razstava ne, ki je čist druga. Možno dobiti torej to knjigo, možno res lep spomin. Odprla sem prav na eni posebni strani, ki bo prišla prav za odlomek, ki ga bom brala, ampak preden midve zaokroživa in zaključiva, pa sem prepričana, da bi jo tudi kdo izmed vas, da bi Eriko želel kdo kaj vprašati.
Ali pa mogoče kakšen svoj vtis, če ste knjigo že prebrali, kakšno misel dodate? Ja, izvolite. Dobro, jaz priznam, da knjige nisem prebral, torej se opravičujem. Povej se, zakaj je pravzaprav, ne? Če imam jaz problem, da knjige nisem prebral. Ko preberem naslov, mi je kao vse jasno. Torej, percepcija moškega ženca, ne, so te 4 faze in se mi zdi, ja, to je naš odnos, ali pa ne moj, ne, naš odnos, sploh ta zadnja faza, o kateri ste prej se malo dotaknili, da pač vdova ne bi smela potem več sploh živeti, ne. Ampak če pa zdaj pogledamo iz ženskega stališča, pa če bi mi sami sebe pogledali, ne, bi naše faze, torej bile lahko, ne vem, ličnik, kralj, ne, potem je vdovec, nato pa prasec, ne. Ampak zakaj je ta percepcija, ne, te različnosti odnosa do neke usode človeka, pomočne pa ženske, tako različna? Ker če žensko gledamo, bo vsi rekli, ne, ko je bila vdova, potem je pač stvorela, kaj zdaj koliko moški lahko ima, ne. Pri moškem je oni pa revež, ne. Ni čist ogledalo moški pa ženske v tem svetu. Beseda vdova v zahodnem svetu ni obstajalo do 14. stoletja, ker je čist drugi položaj za moški, ki izgubi ženo. In jaz se spomnim, in vedno povem to zgodbo, pa malo je vulgarno, sem srečala en vdovca, par let po Aleševi smrti, in situacija je bil zelo podoben. Njegova žena je nenadoma umrla, pa je isti let 54. In on je bil, ona je bila pesnica, on je bil profesor. In sem mu povedala, sem bila lik v tisti, da pišem to. In sem bila tako znemirjena, vse te liki pa tako. In on je rekel, ti imaš srečo, ker ti imaš vse tisti veliki liki, čeprav so bili mogoče včasih podrejeni, včasih so ji dali na grmadi, so velike simbolične like, ki nosilke žalost, nosilke smrt, nosilke spominov. Jaz kot vdovec imam nič tega. In vdovec je kot otrok. Reče, kdo ga bo skrbel. Futral, kdo bo ga fukal. In to je to. In on je rekel, jaz sem bila žalostna, kot ti si bila žalostna, ampak drugi prijateljice so jokale, jaz sem bila mal za lazanjo, da so prinesli pa tako. On je rekel, da in v neki smislu ima prav. Nisem se ukvarjala z moškami žalost, ali pa tako. Ampak je je res vloga žene, pa, to je tisti patriarkat, kot govorimo prostitutke, pa nune, pa to, pa ono. Te like ne obstajajo v isti načinu za moški. To je čisto drugačno. In ne, nikoli ne bere knjige, ker veš vse od naslova. To je čisto brez veze. Brez veze, če izvedo 4 besed vse. In pa ti povem, ker prejšnji teden sem imela dogodek v Ljubljani in voditeljica, to je tako smešno, voditeljica je za Gorje na Savi in bom šla tudi tja in pred pogovorjem bi je rekla, pa to je prvi čas, sem si že to slišala o tisti besedi, pa tako, on je rekli, v naši kraj Presica ima lep pomen, ker mi smo bili revni, rudari, pa tako, če je bila svinina zraven, to je bil največja stvar. In da oni reče, to ne moram, da reče, si lepa kot Presica. Pečena z jabkom. Da sočni zahod, lahko greš čas pa leta sočni zahod, lep kot Presica. To je bil najboljše, ko sem slišala te besede. Ampak glej, res, to je pomembno, da tisti, kar sem rekla prej, da če razmišljala o knjigi Čefur raus, da ne samo pomen Čefur, potem knjigo, Bosanci ali pa južnjaki, pa karkoli hočeš, so vzeli ta besedo in je bila druga identiteta, to je bil, it was empowerment, mislim, da to je pomembno. Jaz sem ponosna na tem, jaz sem bila na predavanje o slovenska kultura in ženska ali pa nekaj tacka.
In je veliko govorilo o slovenski kulturi kot konstrukt, pa to, pa ono pa ni govorilo ženska, pa sem čakala. In potem me je gledal in rekel, kaj smo mi ženske v slovenski kulturi? Mi smo vse prasice. In sem bila tako vesela, ker to je bil v predavalnici. Pa tako. Ampak karkoli, mislim, da to je pomembni korak. Korak, nič ne rečem, da to mora biti Da ne bo več lepa imela beseda, grdega. Da ne bo imela več grdega. Ampak mislim, da zakaj vsaka ženska v ta sobi 100% skoraj je bil, nekdo je rekel ti prasica, vsaj enkrat v življenju. In zakaj ta beseda je da moški ima ta beseda in ima moč te besede, zakaj? In vse ženske so, to je grozna beseda. To moramo vzeti te orožje iz moških. Tako, Gabriel. Še kakšno vprašanje? Ne? Če ne, pa bova šli proti koncu knjige, ki se nenadoma umiri, postane bolj sanjska. Šla si torej na neko duhovno zdravljenje k prijateljici. In zanimivo, da sem odprla knjigo razglednic prav na strani, kjer ni prav tista slika, kjer ženin in nevesta plavata nad pokrajino, ampak je Chagallova slika in o tem tudi ta odlomek izjemno lep. Malo bom preskakovala, da ne bo dolg, pa tako, da slišimo malo to literaturo. Torej, sedi na stolu in na ušesih slušalke, glasba, čez oči blazinica, da zgine svet. Otipljivi vidni svet izgine, ušesa mi zalijejo orfejski akordi, slika v temi. Fotografija, Aleš in jaz, nekje na začetku najinega zakona ali morda kak mesec pred poroko. Ne morem se spomniti, kdaj točno je bila posneta. Morda v letu po najini poroki ali pa morda, ko sva bila še otroka. Leta preden sva se srečala, preden sva se sploh rodila. Dve drobni postavi v razbarvanem okvirju, za njima se dviguje bleda gora, griči pred njo so porasli z drevesi, drevesne krošnje zaobljene, podobne prodnikom, oblike popolne in nepredirne. Rastlinske skulpture v tenkih zelenja in sivke, stebri namesto debel, podpora v tehi, pavza v glasbeni spremljavi, prazen prostor med strunami zlate lire. Aleš leži pod drevesi, lagodno zleknjen, glava mu počiva v dlaneh. Mladi pesnik sanjavo zre v zrak in jaz, ležeča na vrhu krošen, z obrazom navzdol, zazrta van skozi liste. Pridi, pridi, bodi z menoj. Ne vem, ali govorim jaz ali on, ne vem, kaj je zgoraj in kaj spodaj. Angeli ne morejo razločiti. Kot Chagallova ženin in nevesta se vzpenjava nad vasmi, bela tančica plepola za nama. Letiva nad vijočimi se cestami, smaragdnim gričevjem, rdečimi strehami, čokato kapelico, ki so jo postavili ruski vojni ujetniki, skrivnostnim svetiščem ugnezdenim nad brezami v beli krajini, turobnim romanskim stolpom, ki se dviguje nad Panonsko ravnico. Nizka megla se oklepa zemlje, toda potem izplavava nad jutranje morje in se megla porazgubi in to morje, kako modro, to njegovo morje, kako veličastno. Vsi ti kraji, ki mi jih je razkazal, ko sem prvič prišla v to deželo pred 100 let, predvsem tem, preden se je zgodila ta stvar, njemu, meni, nam. Znova mi razkaže vse točke, tako kot na samem začetku. A tokrat iz spektakularne ptičje perspektive. Tako urna sva, tako mlada in okretna. In vse pod nama je tako presunljivo lepo, tako popolno in živo in resnično, da mi jemlje sapo. Moja pljuča so prepolna, bolijo me, ne morem dihati od radosti. Ustaviti se moram, to se ne sme nikoli končati. Tu bomo končali. In Erika, razmišljala sem, tista tvoja prijazna stevardesa, ki si jo srečala na letalu. Tista stevardesa bi ti rekla, vse se je moralo zgoditi tako, kot se je, da si napisala to knjigo in da jih boš, jaz upam, še veliko. Hvala ti. Hvala.